Mislim, vsak padec podpore, ki v nekem trenutku kaže na trend, je za katerokoli vlado lahko zaskrbljujoč. Tu pa vendar treba opozoriti na dve zadevi. Jaz to vlado velikokrat primerjam oziroma projekt Gibanja Svoboda z zmago SMC 2014. Tudi takrat je bila ta rekordna zmaga do takrat. In so bile pričakovanja v tem sredstvu tudi visoka, tako kot so bile zdaj. Ampak če se spomnimo, takrat je začela podpora tisti vladi oziroma stranki padati pravzaprav že naslednji dan po volitvah. Pri Golobovih je vztrajalo pol leta na zelo visoki ravni. Pri Golobovih je bila tudi ta velika razlika, da je uspelo že samo s to zmago na volitvah njim dvigniti zaupanje v ključne politične institucije, predvsem vlado, ministrstva in tako naprej, kar se ni zgodilo v zadnjih 12 letih nikoli. In da je bila ta zaloga, ki so jo dobila, precej velika. Vse so bila s tem tudi visoka pričakovanja. Vse to pa predvsem trg z realnostjo. Ljudje, ko volijo nove obraze, nikoli ne vedo natančno, koga volijo in vanje projicirajo svoje želje. Zdaj, te želje so v veliki meri, seveda, pričakovanja so v veliki meri tudi nerealna. Tako da do neke mere gre za trg z realnostjo. In absolutno tudi številne napake, ki jih ta vlada zagotovo dela. Predvsem v komunikaciji, pa tudi v odločanju. Se pravi, obljubi 600 evrov, pravosodju ne izpolni obljube in tako. Še cel niz teh napak je bil. Bolj, ko bo podpora vladi nasploh padala, večja bo moč SD-ja. Ne glede na to, da bo razmerje število poslancev enako. Zato, ker čisto preprosto rečeno oni znajo. Levica pa mislim, da pa dosti pametno pelje ta napad. Mislim, da se dogaja nek poskus prevzema tega teritorija, ki ga je SD tradicionalno pokrivala. V bistvu obe kažete, da se zavedate svojega zelo manjšinskega položaja in obe gledate na to, kaj se bo dogajalo v Gibanju Svoboda. Ker Gibanje Svoboda še ni stranka, v pravem pomenu te besede, v bistvu šele nastaja. In od Gibanja Svoboda bo potem odvisno, kako bo delovala in vlada in kakšni bodo odnosi v tej koaliciji. Če bodo koalicijske partnerke zaznale velike težave, se pravi, odhode poslancev, predvsem odhode poslancev in krizo, seveda potem se bo bo to poudarjanje razlik med koalicijskimi partnerji in Gibanjem Svoboda čedalje večje. Ta hip razlike seveda so, saj lahko tudi vidimo določene praske, niso pa še usodne. Vlada je enako Gibanje Svoboda in zato tudi Gibanje Svoboda podpora pada, s tem, ko pada podpora vladi, ne pa tudi tema dvema strankama. Te dve stranke sta na istem. To je to, kar sem prej omenil. Bolj, ko bo njim padala, bolj bo njim moč rasla. Ne samo relativno glede na razmere, tudi tem, kar bo počel na ministrstvih.